Evo, volitve so za nami, konec je te predvolilne drame, ampak kot kaže, smo vstopili v nov cikel drame, povolilne drame, ki ji zaenkrat ni videti še konca, tako da, kot kaže, bo še pestro. Ampak ta video bi danes jaz izkoristila za to, da na nek način povzamem, kaj se je dogajalo v zadnjih 4 mesecih na moji strani, kako se je moj pogled na politiko spreminjal in kako se je tudi spreminjal pogled na posamezne politike. Zdaj, preden sem začela jaz s tem podcastom Gola Slovenija, jaz nisem imela o politiki pojma o pojmu. Nisem imela, priznam, jaz nisem imela pojma o pojmu, o tem, kako politika deluje, kakšni so procesi, kakšne so stranke, kakšne ima kdo programe, nič nisem vedela. Vse, kar sem vedela, je, da je tam pač nek parlament, da so tam neke stranke in politiki so bili zame vsi isti, vsi so nekaj obljubljali, naredili niso nič, vsi so bili na nek način, v bistvu vse je bilo vse nekaj konfliktno, sam da se kregajo, sam da se pljuvajo, in v bistvu kot sem že rekla, ne, vsi so obljubljali, ampak na koncu je bilo vedno eno in isto sranje, ne. Jaz sem se tega podcasta lotila iz enega glavnega razloga in ta razlog je bil, da sem politike želela izkoristiti v namen promocije svojega dela. Namreč, to, kar jaz počnem, je nekaj, kar ni tradicionalno, nekaj, kar ni zapisano v knjigah, ker sem to znanje pridobivala sama na podlagi lastnih izkušenj, lastnih opažanj in tako naprej. In nekaj, ko tako sam dojameš, ko sam prideš do nekih svojih procesov, je to zelo, zelo, zelo težko predstaviti svetu. Tudi zato, ker je to pač nekaj res imaginarnega, bi lahko rekli, in marsikdo težko verjame, ker ni nekih oprijemljivih dokazov. In zdaj, ko sem jaz delila zgodbe svojih klientov, so bile te zgodbe zelo energijsko zaščitene, kar pomeni, da kadarkoli sem želela deliti kakšno zgodbo, so mi energije na tak ali drugačen način preprečile, da bi to zgodbo delila s svetom. In nisem našla načina, kako za Boga naj jaz predstavim to, kar jaz počnem. In ker se je bližal te volitve, državnozborske volitve, sem rekla, okej, ne, politike pa lahko izkoristim v ta namen, politike so javne osebnosti, vodijo našo državo, naša življenja so odvisna od njihovih odločitev in tukaj sploh ni debate, da mi energije ne bi dovolile raziskovati njihovih energij. Seveda bolj politične sfere, ne toliko osebne, pač njihova osebna življenja so njihova osebna življenja, njihove osebne bolečine so njihove osebne bolečine. Ampak kar se tiče vpliva na politiko in na nas, državljane, tukaj sem vedela, da mi bodo energije to dovolile, zato sem v bistvu šla čisto iz tega vidika v politiko, ne, oziroma sem se začela s politiko ukvarjati, zato da pač izkoristim njihovo javno persono v namen, da delim svoje delo, oziroma vsaj delček tega svojega dela. In zdaj po 4 mesecih jaz moram reči, da mi je politika postala tako zelo zanimiva. Kot prvo, ogromno sem se naučila, zares ogromno. Ogromno novega sem spoznala in predvsem glede marsikaterega politika sem močno spremenila svoje mnenje. Jaz sem pobirala informacije iz nešteto različnih virov, ne samo iz tega, kar pač govorijo po poročilih, ampak sem spremljala tudi njihove osebne profile na socialnih omrežjih, se pravi na Facebooku, na Instagramu, na X-u, pa ne samo osebne profile politikov, ampak sem spremljala tudi profile političnih strank, brala sem novinarske prispevke, brala sem tudi mnenja ljudi, ki so pač na svojih profilih delili svoje politične poglede, komentirala sem, brala sem tudi komentarje ljudi, pogovarjala sem se z ljudmi, tistimi, ki so mogoče malček dlje časa v politiki in si izmenjevala mnenja in poglede. In pa tudi pogledala sem si ogromno podcastov, kjer so pač politiki govorili o svojih pogledih. Se pravi, poskušala sem iskati čim več različnih virov,
zato da sem dobila čim več različnih informacij, da sem si ustvarila čim večji spekter različnih pogledov in si na podlagi tega ustvarila neko svoje mnenje. Seveda sem pri tem še najbolj zaupala svoji intuiciji, svojemu občutku in energijam, ker to so pa spektri, ki jim jaz osebno še najbolj zaupam. Ko sem se lotila tega projekta, sem imela neko svoje mnenje o politikih, ki sem ga gradila pač tekom preteklih let, ampak to mnenje je pač prišlo na podlagi nekih razočaranj v glavnem, ker pač politike nikoli nisem spremljala. Ampak ko sem se tega lotila, sem si rekla, ok, zdaj vse te predsodke bom pustila tam, v preteklosti, to bom pozabila in se bom lotila tega s čistimi mislimi, čim bolj nepristransko, čim bolj odprto. Se pravi, vsakemu politiku bom dala priložnost, da se izkaže. In tukaj sem videla največ takih zanimivih sprememb, oziroma videla sem, kako se je to moje mnenje spreminjalo in nadgrajevalo s tem, ko sem dobivala nove informacije in si ustvarjala mnenja na podlagi svojih opažanj. In dajmo začeti s prvim, ne. Tudi ta podcast sem začela najprej z Janezom Janšo, tako da dajmo najprej njega. Kot veste, če ste pač spremljali vse videe, moje mnenje o Janezu Janši je bilo vedno negativno, on mi je bil vedno antipatičen, ni mi bil prav nič simpatičen, ne, tale naš politik, tak mrk, zatežen, težek, temen, vedno neka svoja pravila, vedno neke drame, vedno neki, ne. In res mi ni bil všeč, tudi stranka SDS mi nikakor ni bila všeč. Ampak tekom tega časa, ko sem jaz to vse analizirala, opazovala, se je moje mnenje o Janezu Janši tako postopoma izboljševalo, tako postopoma. In sem bila že ono, nekam preveč mi je simpatičen rado tale Janša, ne. Ampak se je nekje tule pol ustavilo. Prišla sem do točke, ko sem rekla, pa dobro, saj SDS sploh ni tako slaba stranka, imajo dobre ljudi, še posebej v Podmladku so mi zelo simpatični določeni ljudje, imajo dober program, dobre rešitve, njihove rešitve se mi zdijo dosti logične, ne strinjam se z vsem, logično, ampak od vseh, kar sem primerjala, so se mi oni zdeli še nekako najboljši. Da bi pa volila za njih, to pa ne. Voliti za Janšo in SDS ni šanse. To je bilo zame ne, no go. Jaz sem bila odločena, da bom volila za Pirate in konec. Jaz sem bila odločena, da bom podpirala majhne stranke, še neuveljavljene stranke, tiste stranke, ki še niso imele možnost se izkazati, in tiste stranke, ki so na nek način neobremenjene. No, nekje v začetku marca pa se je zgodil en tak prelom. Gledala sem podcast, ki ga je objavil Jan Macarol z Janezom Janšo, in v tem podcastu je Janez rekel, Moram reči, da se išče. ko sem jaz to nekje prebral, ta stavek desetletja nazaj, ne, me je to ful zanimalo. Sem po moje prebral 50 knjig o kvantni fiziki, o teoriji, o paralelnih svetovih, o tem, Ste tako malo... ker sem hotel priti nekako do tiste točke, ne. Zdaj ne bom rekel, da sem prišel, ne, ampak veliko stvari pa bolje razumem tudi tega, da na tej stopnji, kjer smo zdaj, ne, kar se tiče našega razumevanja, moči naših možganov, kljub vsej umetni inteligenci, ne, mislim, še zdaleč ne vemo niti odstotek vsega, ne, kar je. Jaz sem bila takrat, ne morem reči šokirana, ampak jaz sem bila, kaj? Ampak zakaj? Že ko sem snemala komentar na njegov dokumentarec, sem v tistem videu rekla, da sem 100% prepričana, da bi bil, oziroma ne vem, če sem rekla 100%, ampak rekla sem, da sem prepričana, da bi Janez Janša bil zelo naklonjen tem mojim tematikam. In v tem podcastu sem dobila eno zelo močno potrditev, da je temu res tako, da sem zelo dobro ocenila njegovo energijo, čeprav ga predtem sploh nisem poznala in si nikoli v življenju ne bi mislila, da njega zanimajo paralelni svetovi in da ga zanimajo take tematike.
In logično, s to izjavo me je Janez Janša praktično kupil. Zato, ker nekdo, ki reče, da ga paralelni svetovi zanimajo, da mu je ta svet zanimiv, da o tem svetu hoče vedeti več, je avtomatično človek, ki mu jaz lahko bolj zaupam, ker vem, da ima ta človek neko širino, neko globino, da se zaveda, da ni svet, da se ne svet vrti samo okrog njega, ampak da so tukaj neke višje sile, neke višje sile, ki na nek način vodijo svet oziroma upravljajo naše energije in da si v bistvu ti pod temi silami praktično ponižen, da nimaš ti moči upravljati sveta. In iz tega vidika sem dobila, oziroma je v meni Janez Janša ustvaril zelo, zelo veliko zaupanja. Tako da takrat je res se moje mnenje spremenilo o njem, dobil je pri meni 100+ točk in po tem podcastu sem ga še bolj natančno opazovala, še bolj natančno sem ga spremljala in dejansko sem mu postala naklonjena in enako tudi stranki SDS in zdaj lahko povem, da sem na koncu tudi njih obkrožila. In sem ponosna, da sem obkrožila prav njih. Zdaj, ali se mi bodo v naslednjih letih zamerili ali ne, bomo videli. Ne bom imela nobenih pričakovanj, ne bom jih kovala v zvezde, ampak zaenkrat so me prepričali in ko me nekdo prepriča, ga še toliko bolj z veseljem spremljam, ampak če me razočara, pa je pol res slabo. Tako da upam, da se to ne bo zgodilo. Zdaj, ko sem jaz kdaj v kakšen komentar zapisala svoje mnenje, v katerem sem med vrstitvami povedala oziroma nakazala, da sem naklonjena SDS-u oziroma da podpiram Janeza Janšo, sem vedno dobila te iste odgovore, kako lahko podpiram takega človeka, ki je izvajal represijo, ki je z vodnimi topovi šel nad ljudstvo in ne vem kaj. Ampak te očitki so mi gladko malo smešni. Zakaj? Ker to so bili COVID časi, bile so izredne razmere po celem svetu. Cel svet je bil zaprt. In v podcastu, mislim, da je Podi Zurško to povedal, ga je ona vprašala, zakaj je imel tak agresiven pristop takrat med protesti. In je rekel, jaz se ne spomnim, da bi bil katerikoli protestnik poškodovan zaradi vodnih topov, solzivcev in ne vem česa. Problem je bil, ker so bili takrat protestniki zelo agresivni. V policaje so metali granitne kocke. Policaji so bili poškodovani. In pač bilo se je treba na nek način upreti oziroma to ustaviti, ker so bila ogrožena življenja policajev. In zdaj policaji, delali so po nekih navodilih, jaz se strinjam, ampak kljub vsemu, in tudi se strinjam s tem, da so bili ljudje jezni, pač bili so jezni zaradi vseh teh pravil, ampak granitne kocke so metali na človeka. Te policaji imajo doma družine, imajo doma otroke, to so ljudje, niso vsi policaji slabi. Verjamem, da so bili med temi policaji tudi ljudje, ki so razumeli tudi protestnike, ampak so bili poškodovani. In kako boš ti to ustavil? Kako boš ti ustavil agresiven narod, ki škodi življenju ljudem? V tem primeru policajem. Ja, treba je potem uporabiti nek bolj agresivni pristop, da se to ustavi. In zdaj, jaz razumem obe strani, razumem protestnike, razumem policaje, ampak ti ne moreš pa zdaj reči, da ker je bilo takrat tako, bo pa zdaj spet tako, če bo Janez Janša predsednik vlade. Ja, če bo COVID spet prišel, če bomo mogli biti zaprti, ampak če bo... Pač takrat je logično, to so višji organi rekli, da moramo mi biti zaprti. To so rekli iz Evropske unije, iz Svetovne zdravstvene organizacije. To se ni Janez Janša kar spomnil in da smo bili samo mi zaprti v stanovanjih. Pač to je bilo po celem svetu in ne moreš ti zdaj obsojati človeka na podlagi COVID časov, ko so vladale izredne razmere. Vsekakor, oziroma jaz bi še tako rekla, kaj pa če bi bil takrat Golob predsednik vlade? Kaj pa bi se takrat zgodilo? Bog ti ga vedi. Spet bi bilo narobe, tako da ljudje taki vedno iščejo, kje bodo kritizirali, ko niso pač zadovoljni in to je čisto normalno. Tako da jaz sem rekla, bom to oprostila Janezu, mu bom oprostila pogojno. Se pravi, če se bo izkazalo,
če bo on slučajno spet kdaj predsednik vlade in da bodo spet kakšne take represivni prijemi za brez veze, ne, pustimo, če bodo spet neke izredne razmere, to je druga stvar, ampak lej, tle sem mu pogojno oprostila in bomo videli, kaj bo, če bo. Moram še to reči, da preden sem začela s tem Golo Slovenijo, sem šla gledati, koliko je Janez Janša star, ne, in sem videla, da je 64 in takrat je bila moja misel, pa dobro, zakaj ta človek ne gre že enkrat v penzijo, ne, zdaj bi bil pa že čas počasi, da gre, ne. Danes si jaz želim, da bo on zdrav, vitalen in da ostane na naši politični sceni vsaj še 10 let, no. In upam, da mu rata, ker jaz verjamem, da nas bo on dejansko spravil ven iz tega sranja, v katerem smo. V to sem prepričana, zdaj ne bom tega trdila. Glej, možnosti so še vedno odprte, da se lahko zaupanje do njega obrne v katerokoli smer. Ampak kar mene navdaja za optimizmom je to, ker je priljubljenost do njega počasi rasla, zelo počasi. In kadar raste zaupanje počasi, takrat se gradi v bistvu trden temelj, ne. Pojmo zdaj na Roberta Goloba. On mi nikoli ni bil všeč, mislim, on mi nikoli ni bil všeč. Ampak nisem imela zdaj o njemu nekega slabega mnenja pač. Leta 2022 sem rekla, upam, da bo zmagala Svoboda, samo zato, ker pač je ena od članic punca, ki jo jaz poznam in vem, da je ful dobra oseba. Ampak takrat mi Golob ni bil všeč. Ampak saj spet, ne, ko sem začela s tem gibanjem Svoboda, sem rekla, okej, pač pustimo moje predsodke tam, dajmo se njega lotiti tako, spet s svežo miselnostjo, neobremenjeno, neopredeljeno, nepristransko in vse tako. In dejansko mi je postal malček bolj simpatičen, ampak kje ga je on kiksnil? On ga je začel kiksati pol, ne, pač decembra. Ko sem se začela s tem ukvarjati, ne, on je začel pa takrat izvajati take stvari, da pač moja priljubljenost iz nevtralnosti je samo padala in padala in padala in padala in padala na dno in na dno. O njemu kakšno mnenje, on je zame pa ne vem, nimam niti neke besede, da je bila neka žaljivka ali pa neka negativna beseda. Ne vem, nimam besede, ki bi ga lahko opisala. Kar lahko rečem je, da jaz upam, da se čim prej spoka proč. Nekako je kazalo, da on sploh ne bo dobil mandata, česar sem se razveselila, ampak pol se je izkazalo, da ga je dobil. Kar me navdaja za optimizem je to, da se kaže, da ne bo mogel sestaviti vlade. Zame je on poraženec teh volitev, čeprav je kao relativni zmagovalec, ne. Jaz mu ne zaupam, enostavno moje mnenje o njem je slabše, kot je bilo pred tem podcastom. In upam in želim si, da se čim prej spoka proč in da začne delati tam, kjer on najbolj zna. In upam, da bo po neki logiki on mogel plačevati še najvišje davke. Da bo imel neko tako panogo, ko bo mogel plačevati zelo visoke davke. Ker kaj bodo njemu nizki davki, ne? Sebi še ne se pravijo samo za neumnosti. Tako da ne, Golob, absolutno ne. Tudi recimo stranka Svoboda je pri meni izgubljala priljubljenost. Pač Svoboda mi je bila okej, ampak sam prav dol. So posamezniki v tej stranki, ki so mi zanimivi, ne strinjam se z njimi v vseh pogledih, tako kot se ne z nobenim, ampak sprejemam njihove različne poglede, sprejemam tudi različne njihove mnenja, sprejemam tudi različne njihove to, za kar se potegujejo, ne. Tudi njih je treba poslušati, tudi njih je treba sprejeti, ampak niso njihove rešitve vse glih najbolj pametne in smiselne, ne. Tako da, ja, glede Svobode sem ful spremenila mnenja, ampak je šlo totalno v negativo. Zelo sem vesela, da je Urška Klakočar Zupančič odpeketala iz tega parlamenta, škoda, ker Roberta še ni vzela s sabo, ne.
Zdaj, glede Urške Klakočar Zupančič, jaz sem imela o njej zelo negativno mnenje. Zelo negativno mnenje. Jaz sem rekla, pa kaj je ta kura v parlamentu in še predsednica državnega zbora, oh my god, ker sem videla pač posamezne izseke, ne. In sem rekla, pa to je grozno, pa kaj imamo mi to za en kokošnjak v tem parlamentu. No, potem, ko je bil ta referendum za ZPPKŽ, se mi je ona v bistvu tako je iz negativnega šlo tako na pozitivno, ne. Ful velik in hiter napredek, ful veliko in hitro zaupanje. Zakaj? Zato, ker je imela zelo dobre argumente. Ampak v bistvu v tem predvolilnem času pa se mi je tako zamerila. Tako hitro, kot je priletela na vrh, tako hitro je letela spet nazaj na dno in v poden. Katastrofa, tisto njeno moralno dno in te njene komentarji so mi pokazali, da pač mislim, glej, jaz sem za njo ful vesela, da se je tako odločila, ker nekako se mi zdi, da se je odločila to iz nekega svojega stabilnega centra, da bo ona sama svoja in jaz si privoščim vse najboljše v življenju. Mislim, da je naredila pametno potezo s tem, da je prišla v politiko, da si je tle nekako zgradila medijsko prepoznavnost, ker zdaj karkoli se bo lotila, je zelo veliko verjetnost, da je bo ful hitro uspelo, ker na koncu koncev ima tudi ona neke svoje podpornike. Tako da jaz si privoščim, ampak sem hkrati tudi vesela, da je šla. Zdaj pa, kar se tiče še tega ZPPKŽ, jaz sem bila takrat ful za ta zakon, sem podpirala ta zakon, ampak po vsem tem, kar se je dogajalo, po vseh teh aferah in vseh teh prisluhih, sem v bistvu ful vesela, da je ta zakon padel. In dejansko ne zaupam več tistemu zakonu. Jaz si še vedno želim, da bi bil ta zakon sprejet. Še vedno mislim, da bi bilo prav, da imamo to možnost odprto, se pravi asistirana pomoč pri končanju življenja, kadar prideš v situacijo, ko ti ni več nobene pomoči. Ampak najprej pa dajmo poskrbeti za zdravstvo, da bo zdravstvo funkcioniralo, da bo zdravstvena oskrba čim boljša, kar je možno, da bo paliativna oskrba vrhunska, da bomo imeli dovolj zdravnikov, da bo zdravstvo naše stabilno in močno. In takrat pa mislim, da bi bilo zelo, zelo dobro, da bi ta zakon sprejeli. Ampak predtem pa res, glede na to, kaj se vse dogajalo, mislim, da je bil ta zakon del neke agende in sem danes vesela, da je padel. Zdaj pa, kar se tiče še nekih drugih politikov in kako so se moja mnenja spremenila, Luka Mesec, recimo, on mi je zelo tak simpatičen dečko, res mi je simpatičen fant, oči ima take lepe, iskrive, velike, nekako se mi zdi ena res dobra duša, ampak kaj me tle matra je tale fotopub, ne. Zdaj, tle se govori o nekih pač so neke špekulacije, da ne vem, kaj se tam dogajalo in da ima Luka Mesec ful tle prste vmes, ne. Tako da tle sem zdaj pri Luki Mesecu še tako, ne. Zameril se mi je s temi njegovimi minimalnimi plačami in temi vsemi drugimi posegi, ki jih je delal, oziroma temi bombončki, ki jih je dajal, ne, v predvolilnem času. Vidim pa, da je zdaj pač je v neki tožbi, mislim, da Snežič, in ker ga Snežič ne more izplačati, so zdaj šli v to smer, da bi on v bistvu prevzel njegovo podjetje in bi na tak način bi pač ta Snežič, mislim, da je Snežič, ne vem, odplačal tale svoj dolg. In Luka Mesec je še rekel, no, bom zdaj tudi jaz postal gospodarstvenik, pa bom dobil še te izkušnje, da mi ne boste pol tega mogli očitati, ne. In tle sem se rekla, no, evo, bi bilo dobro, da dobiš kakšne izkušnje, pa boš videl, če je pravilna poteza to, da se kar dviguje minimalna plača tako neki iz danes na jutri. Pa te božičnice iz danes na jutri, pa tako naprej, ne. Tako da mislim, da mu bo to, če bo to res dobil, da mu bo to dobro delo. Zdaj pa mnenje o njem res je tako na vagi, ne.
bomo videli, ko bo prišlo, če bo prišlo ven to, kar je bilo v Fotopubu, bomo takrat bolj jasno si lahko zastavili mnenje o njem, ampak v splošnem mislim, da tudi če se bo izkazalo, da so bile neke frke, jaz bi rekla, da je bil on bolj zaveden. Ker njegov pogled je res tak iskren, ima zelo take lepe oči, čuti se neko toplino iz njegovih oči, čuti se tudi toplino v njem, tako da ne morem reči, da je on slaba oseba. Ne morem reči. Dokler te dokazi ne pridejo ven, tudi nočem ga v bistvu nekako zaničevati. Definitivno se s stranko Levica ne strinjam. Ne. Jaz razumem, da oni hočejo pomagati najšibkejšim, ampak ne vem, če so njihovi pristopi jih vedno najboljši. Ne bom se v to vtikala, ampak tako bom rekla. Zaenkrat je Luka Mesec, nekako je zraslo zaupanje, ampak je zelo tako nestabilno. Tudi tale Asta Vrečko, mislim, da je. Ona tudi se mi zdi zelo prijetna oseba, pač jaz ne morem reči za njo, da je ona zelo je taka mirna, topla, se zdi iskrena, ampak tale situacija s tem Fotopubom in kako ona v bistvu reagira na nekatere stvari, ne vem. Tako da tle sem tudi malček v dvomih, ne. Je še vedno tako nestabilno. Jernej Vrtovec, jaz sem ga prvič spoznala v bistvu glih zdaj, med soočenji, on se je v mojih očeh zelo izkazal, zelo. Zelo je tak korekten, direkten, stabilen, močen se zdi, mislim močen, ne močen tako, ampak zna zelo dobro argumentirati, zelo dobro zna predstaviti, je zelo jasen, sicer proti koncu teh soočenj je bil že tako malček preveč tak rdeč, ne, tako sem ga videla rdečega, preveč tak, mogoče malček preveč agresiven, ampak je to opravičljivo, ni bilo hudo, ampak mu oprostim, ker pač to so vseeno težki časi, ne, če si ti na taki poziciji, tako da zaenkrat ima on pri meni veliko plus točk, zaupanje do njega je šlo iz neke nevtralnosti na dosti pozitivno, tako da jaz upam in tudi verjamem, sploh glede na to, da je Primorc, jaz sem tudi Primorka, da se bo še naprej izkazal. Tudi stranka NSI, bila je prej meni tako preveč krščanska, preveč neki tam, to ni mi bila všeč. Ampak nekako vidim, da nimajo zdaj toliko nekih krščanskih prijemov, pač ja, so nekako zagovorniki tega, ampak se mi zdi res korektna stranka, to, kar so predstavili, mi je okej. Tako da sem navijala za njih. Zdaj pa v tej stranki je bila ena ženska, ko res ne vem, kako se kliče, taka neka starejša gospa, taka zoprna zgleda, ona mi je bila antipatična zelo in tudi zaradi nje mi je bila stranka NSI ful antipatična. Zdaj je ona izpadla ven, ni dobila mandata, ampak v tem času pa sem jo videla mogoče v neki drugi luči. Je sicer taka malček zoprna in to, ampak po drugi strani moram reči, da mi je zdaj kar malo žal, ker je ni več. Ampak vseeno ostaja v stranki, tako da bomo videli, verjetno se bo še vedno kaj pojavljala na socialnih omrežjih. Ona je tako, no, bom rekla tudi tako. Kar se tiče Zorana Stevanovića, on pa bil mi je tako dosti všeč, ker je bil takrat med covidom tako glasen, pa direkten, pa tako, pa moč ljudem, pa to, pa... Ampak ne vem, jaz mislim, da ona dva imata zelo podoben pogled na svet z Janezom Janšo in on je podpisal pogodbo, da z Janezom Janšo ne bo sodeloval. Tukaj se mi je zameril, zakaj, ker on konstantno govori o tem, da bo gradil mostove, ne zidove, s tem pa, ko reče, jaz s tem ne bom sodeloval in s tem ne bom sodeloval,
pa v bistvu postavi en velik zid. In tle je zame hipokritsko razmišljanje. Se pravi, govori, ne, jaz bom gradil mostove, pa če ne, z njim bom pa zgradil zid, z njim ne bom sodeloval. Pač, lej, 300,000 ljudi, ali koliko je podprlo SDS, še enkrat toliko, pa je Svobodo. Se pravi, to, da ti zdaj rečeš, z njim pa ne bom sodeloval, čeprav tretjina Slovencev podpira te stranke. Kakšne mostove gradiš ti, Stevanovič? Lesene? Ker če bi gradil mostove, bi od tebe pričakovali, da boš zgradil en močen, stabilen most z SDS stranko oziroma z Janezom Janšo in s Svobodo. Se pravi, da boš ti zgradil tako močen most, da boš v bistvu upravljal te dve sile. Ampak seveda Stevanovič, ne, on ima tako, kot ima napumpane mišice, tako ima napumpan ego. In jaz mislim, da čim pride malček preveč odgovornosti v njegove roke, se bo malček pokakal. Ne bom ga zdaj obsojala, ni mi všeč, bom že zdaj rekla, ni mi preveč všeč. Če ne bi prišel v parlament, bi bilo čisto ok. Ampak bomo videli, dajmo se pustiti presenetiti. Zdaj recimo so imeli tale konferenco z to NVS, ali kako je že, Nacionalna varnost Slovenije, ja, mislim, da je to. In recimo je prišel on ven pred novinarsko, jaz sem kar podpisal neki, ne vem, to so tajne informacije, tako da jaz ne bom šel proti zakonu, jaz sem šel kar ven. Nekako se mi je zdelo, tam sem dobila občutek, da se je pač malo pokakal. Ker je bilo, mislim, jaz se strinjam z njim, da je šel ven, da ni delal kakšnih dram, da mora biti tam, absolutno ne. Če pač ni po zakonu to, da je on lahko tam, če pa piše po zakonu, da so to zaupne informacije, je prav, da je šel ven. Ampak v bistvu njegov način razlage se mi je zdel tak malček, pač pa da se malček pokakal. Da se malček ustrašil, ne. Ker so vseeno to take težke debate bile kao tam, ne težke, ne vem, kot pravi Janez Janša, se niso pogovarjali nič pametnega, samo to, kar je že Nika Kovač nekako omenjala. Tako da, koga bi še, meni je ful žal, da Pirati niso prišli v parlament, res škoda. Čeprav, ko se pogovarjam z ljudmi, večina ljudi, ki sem jih vprašala, koga so volili, so rekli, da so volili Pirate. In to mi je tako ful zanimivo. Nobenega ne poznam, da bi volil resnico, nobenega ne poznam, da bi volil, oziroma vem za par ljudi, ki so volili Svobodo, ampak za Pirate, pač večina ljudi, ki sem jih vprašala, so rekli, da so volili Pirate. In tle mi je pol tako res malček čudno, ne. Dobro, saj jaz vem, da imam okrog sebe take ljudi, ki pač nekako razmišljajo podobno kot jaz in zato avtomatično tudi volijo take stranke, kot bi tudi jaz sama volila, ampak vseeno se mi zdi to zelo, zelo sumljivo, ne. In zdaj pridemo do teh volitev in rezultatov na volitvah. Jaz ne verjamem v te rezultate. Jaz resnično ne verjamem. Pa ne zato, ker niso zmagali SDS-ovci, ne, za katere sem jaz tudi volila, ampak zato, ker pač to jaz ne verjamem. Jaz le ne verjamem in tudi dejansko, kar je še potem Janez Janša razlagal o teh nepravilnostih in kar sem sama videla po spletu glede nepravilnosti, si mislim, da je tle mogla biti res neka mučka. Na primer, če gremo na to, ne, glasovnice niso oštevilčene. In recimo, to je res, ne, vsak plakat, ki ga daš tako obesiš, mora biti oštevilčen, vsak račun mora biti oštevilčen, vsaka božja stvar mora biti zapečatena, oštevilčena v nekem registru, nekako ne vem kaj. Glasovnice pa ne. In tudi se ne ve, koliko se jih natisne. Potem so tele trakcije, s katerimi se zapreš škatle, ki se jih v bistvu da odlepiti. Fucking vinjete so bile tako narejene, da je nisi mogel dol s police, je cela strgala in še lepilo ti je ostalo gor, nisi ga niti mogel dol spraviti. Pol pa na volitvah za državni zbor, ko odločamo, kdo bo vodil našo Slovenijo, pa so take nalepke, ki jo enostavno stržeš in to je to. In taki volilni lističi, ki ga dejansko lahko sprintaš, če imaš pač neko tiskarno in ponarejaš te listine. Ne, jaz to ne kupim. Mogo bi biti vsaj 3D žig gor, ali pa neki,
neki na volilnih lističih, mora biti neki, da se tega ne da ponarejati, to je prva stvar. Druga stvar, jaz se tudi strinjam, da bi to moglo biti oštevilčeno. Se pravi, samo oštevilčena tale, ne zdaj, ker recimo eni se bojijo, ja, pa če je oštevilčeno, pol bi se lahko vedelo, kdo je koga volil. Ne, sej ne mislim, jaz zdaj ne vem, to zdaj govorim na pamet, ampak če bi bila samo številka gor, ne, in da pride do kakšnih čudnih zadev, se potem to lahko preveri, ali so podvojene tele, ali niso. Ampak najboljše bi bilo, da pač ja, številčena, da se ve, koliko je bilo natisanih in tudi, da je vsaka z 3D žigom, da se ne da ponarejati. Zdaj pa, kar se tiče samih rezultatov, ne polamo tle to mediano, ne, famozno mediano, ki natančno preveri rezultate, še nikoli se ni zmotila. Vse tako so rekli na 24 ur, ne, da so lani zelo natančno predvideli rezultate. Jaz sem gledala tele volitve, spremljala sem te rezultate torej na 24 ur in ko so oni predstavili tole anketo od Mediane, jaz sem bila, nemogoče, stari, nemogoče. Pač to je nemogoče, da bo tak rezultat, nemogoče. In bila je ura, kdaj so prišli pa rezultati? Mislim, da okrog 8 ali nekaj takega. Bila je torej, lih so bile reklame, ko preden so razglasili rezultate in jaz sem šla takoj v Energije in sem spremljala, kaj se dogaja. In sem videla tam na tisti volilni komisiji panične obraze. Čutila sem neko paniko, ampak čutila sem ok, dajmo ven. In končajo oglasi in pokaže tega novinarja, zgodil se preobrat, imamo prve rezultate, Janez Janša v vodstvu. In jaz sem bila yes, to mi delaj. Sam da tega goloba skikamo dol, ne. In jaz potem opazujem tekom te oddaje, opazujem energijo v državni volilni komisiji in jaz sem zaznavala vedno večjo paniko pri njih. Jaz sem jih videla tako, pač vedno večja panika in pol v bistvu, kaj se je zgodilo? Zgodil se tisti mrk, ko je kao padel strežnik in ko je to prišel nazaj, kar naenkrat pa golob kar naenkrat je zrastel golobu in mislim, da tudi Levici, da je zraslo. In to je bilo malček meni tako, ne. Sicer je res, da so morda dali take rezultate najprej, ker je tiste okraje, kjer je bil pač SDS bolj v prednosti in potem kasneje, saj to je možno. Ampak jaz ne verjamem. Sploh pa potem, ko sem zvedela, ko se je govorilo, da so nekateri oddali 2 glasovnice, se pravi, da v mnogo volilnih okrajih sploh niso spraševali za osebno izkaznico, kar čisto verjamem, ker v teh manjših krajih, ne, pa tle se vsi poznajo, pač tle sej noben ne ve. Sicer v mojem volilnem okraju, ki je tudi majhen in tudi na podeželju, so preverili mojo osebno izkaznico, ampak moram reči tudi, da tle na našem volišču je SDS absolutna zmagovalka. Svoboda je bila na 4. mestu, se mi zdi. Se pravi, pri nas, na našem volišču, samo na našem volišču, kjer je, ne vem, mislim, da 300 volilnih upravičencev, je SDS dobila čez 50%, potem je NSI, potem Demokrati in 4. je bila Svoboda. Se mi zdi, no, da je bilo nekaj takega. Verjamem pa, da v unih okrajih, ne, kjer je mogoče Svoboda bolj preferiti, da so morda lahko kaj motili. Mislim, ker res tako, pač ne vem, no, ne vem. Jaz sem tudi našla en volilni tale zapisnik, sliko volilnega zapisnika na Facebooku. Meni je ful žal, da tega nisem slikala oziroma naredila print screena, ampak bila je ta slika zapisnika in pisalo je tukaj meni nekaj smrdi, ne, v objavi. In jaz sem poiskala pol na DVK tole volišče z istim naslovom in številke se niso ujemale. Ujemalo se je število volilnih upravičencev,
Potem pa pri SDS-u, SDS je imel par glasov več, Svoboda je imela en glas več, Levica mislim, da je imela še ene par glasov več, in ena druga stranka, ne vem zdaj, katera pa je imela manj, kot je bilo na tistem listu. Zdaj, ali je to realno ali ni, ne vem, ne bom se v to vtikala, ampak definitivno podpiram to, da se glasovnice preštejejo še enkrat. Pa še tudi to ne verjamem, da bo dejansko kaj pomagalo, ker verjamem, da se je dogajalo tudi kaj tako, da so te glasovnice kaj prirejali. Vidiš, ta predlog bi mogel biti, se pravi, da so glasovnice oštevilčene in potem se vidi, koliko je bilo volilnih teh upravičencev in se potem v bistvu prešteje, ali je dejansko toliko glasovnic ostalo neizpolnjenih, kot je tudi bilo ljudi, ki niso prišli na volišča, in tle bi se najbolj točno videlo. Zdaj pa imamo še en problem, ne, je, da so volilni upravičenci tudi ljudje, ki so že zdavnaj pokojni, ne, to je tudi spet en problem, in potem dobijo pismo, pač zdaj ne vem, če je to res, ne, to ne vem, če je dejanska informacija, ampak mislim, če je dejansko tako, ampak če je to res, potem seveda domači ne rečejo, da bom jaz še volil za njega v njegovem imenu, ne, in to spet pol ni relevantno, tako da tle je veliko enih pomanjkljivosti in zdaj pravijo ljudje, ne, Janez ne more sprejeti poraza, bla, bla, bla. Ampak demokracija je glih to, da če ti opaziš, da so neke pomanjkljivosti, če ti opaziš, da nekaj ne štima, je edino demokratično to, da to poveš, in edino demokratično je, da se potem te napake oziroma sume oziroma dvome tudi odpravi. Da se prilagodi sistem tako, da nobeden ne bo mogel reči, to pa ni fair, to pa ni bilo pošteno, tukaj so se dogajale zlorabe ali kakorkoli takega. Se pravi, to je absolutno treba nadgraditi in izboljšati ta naš sistem, zato da bo potem, da bomo tudi mi se počutili, da dejansko lahko zaupamo. Ne moremo mi zaupati vsem tem organizacijam, ker nas lepo oko, zato ker so to državne institucije in ker so kako se reče, ne politične, ali kako se že reče, ne vem, pač ne moremo kar zaupati, sploh pa po vsem tem, kar se je dogajalo s temi prisluhi in s tem Izraelom. Jaz ne zaupam več sodiščem, niti Sovi, niti NVS, niti nobenemu, ker meni se zdi, da je vse to skupaj ena sama mafija levičarjev, ki nekako skušajo voditi celo našo državo in vse prirejajo. Prirejajo tudi od Mediane ankete in seveda, če je Mediana tako naredila anketo, ne, na podlagi teh nekih parametrov in ne vem kaj, bla, 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 logično, da morajo potem rezultati štimati temu, ker če bi bilo preveč razlike, pol nobeden več ne bi Mediani verjel. Ampak oni hočejo, da se Mediani verjame. Zakaj? Ker oni s pomočjo Mediane lahko vplivajo na volilno telo. Če rečejo recimo, zdaj pa ful vodi SDS, ne, vsi oni, ki so za SDS, bo rekli, dobro, vse je ful ljudi, ki bojo že, ne bom šel na volitve. Ne. In na koncu, pač recimo na tak način je verjetno padel zakon za PPKŽ, ne, ker so ljudje rekli, dobro, se to bo sprejeto, itak so oni malo zmešani, ki lažejo, ne, pač takrat so bili to desničari, vse bo sprejeto, ne, in na koncu ni bilo. Se pravi, te ankete bi absolutno mogli ukiniti, ne bi smele biti več, sploh če je to res, da lahko stranka plača za procente, to seveda ni potrjeno, ni dokazano, ampak jaz bi rekla, da je kaj na temu, ne. Li zaradi tega, ker s temi anketami lahko vplivaš na mnenje, ker tudi ljudje so taki, če ne vejo, kaj se odločiti, se bo odločili za tisto, kar večina se bo odločila. In definitivno bi to mogli ukiniti. Sploh pa te vzporedne volitve. To, mislim, kaj je treba tega, no, kaj je treba, ne moremo počakati, da se preštejo glasovi in potem sproti spremljati, a ne. Je treba najprej vzporedne volitve, na podlagi oni naredijo vzorec na 1000 ljudeh in pol imajo neke parametre, na podlagi katerih ocenijo, in pazi, to ocenijo do procenta natančno. Nehaj. Pol pa imamo vremenoslovce, ne, zdaj, ko je prišla ta hladna fronta, vremenoslovci, ki imajo ogromno radarov, satelitov, ogromno znanja. To je cela vremenoslovstvo, je cela ena strokovna znanost in oni so zgrešili napoved. Se pravi, včeraj, to je bilo 26. marca, ko je prišla ta hladna fronta, so napovedovali na nekem področju Slovenije, da bo pač ful problem, ampak ga na koncu kao ni bilo.
Se pravi, so se vremenoslovci zmotili. In vremenoslovci, ki imajo res neko znanje obsežno glede vseh teh vremenskih pojavov in glede vseh teh ciklonov in anticiklonov in ne vem česa, če se oni zmotijo in da medijana pa zadene vedno nulo na podlagi vzorca 1000 ali pa 5000 ljudi, vseeno, come on, jaz temu ne verjamem. Jaz ne verjamem. Ne verjamem. In jaz si ful srčno želim, da Robert Golob ne bo mogel sestaviti vlade, da Janez Janša ne bo mogel sestaviti vlade, da noben drugi poslanec ne bo mogel sestaviti vlade in da bomo mogli iti na predčasne volitve znova. Kar se tiče tega, ja, spet bodo naš denar zapravljali za te volitve, glejte, poslušajte prisluhe, kaj kdo vse krade. Zdaj seveda te prisluhi ne moremo jih jemati kot verodostojne informacije, vseeno so to neki prisluhi, neka poročanja, ne trdni dokazi, ampak so dovolj dobri dokazi, da nam pokažejo, kaj se v bistvu dogaja v ozadju in nas kradejo ta naš davkoplačevalski denar na vsakem koraku, kjer je možno. Tako da, če ponovimo volitve, nam prav nič hudega ne bo. S tem, da bi se mogle volitve ponoviti na tak način, da so bolj pošteno organizirane, da se naredi boljše nalepke, da se oštevilči glasovnice, da se poskrbi za boljšo varnost in da se ukinite predčasne volitve. Meni se zdijo predčasne volitve ena navadna bedarija. Zakaj? Pač na ta dan, 22. marec, so volitve, se pravi, takrat gremo voliti, je nedelja. Zdaj, če te ni doma, je to tvoj problem. Če te ni do tega, da bi si organiziral, kdaj smo vedeli, en mesec prej ali koliko časa prej smo živeli za te volitve. Če si ne zmoreš organizirati na tak način, da bi lahko na oni dan šel voliti, pač ne vem, to je tvoj problem. Ali pa, da se naredi vsaj samo en predvolilni dan, ko grejo res tisti, ki pa res ne vem, zakaj ne morejo. Naprimer, ena ženska je dala izgovor, da si bo mogla glih osebno menjati in da se ne bi šlo. Zdaj res je, da bila to neka starejša gospa, ampak saj imaš pa pol drugače vozniško, saj imaš, ne vem, morda potni list ali pa nimaš valjda samo enega osebnega dokumenta ali pa zagotovo na upravni enoti se da nekako urediti, da ti dajo neko potrdilo ali nekaj, da imaš in da greš lahko potem s tem potrdilom. Ne moreš biti kar zaradi tega izvzet. Oziroma si pač to preorganiziraš, ali treba res čakati zadnji dan, da si urediš osebno izkaznico, če ti poteče. Potem pač en mesec časa je imela, da je videla, pa bi si lahko šla zamenjati, da bo imela za 22. marca narejeno osebno. To je definitivno nekaj takega, kar bi ljudje mogli malo bolj resno vzeti. Verjamem, da mnogi recimo itak nočejo iti na volitve, ker nočejo sodelovati v tem šovu, v tem teatru, v tej drami, kar razumem, zato ker če se ti ne ukvarjaš s politiko, dejansko to vse izgleda naštimano, se je, jaz mislim, da Svoboda je zmagala absolutno naštimano. Sicer pol, ko so dali te rezultate ven, naj bi medijana ocenila, da večinoma mladi so glasovali za desnico in za Svobodo so glasovali večinoma upokojenci. To se mi zdi dober podatek, ker kaže na to, kako je Golob kupil upokojence s temi pokojninami, ki jim prav nič ne bojo koristile, ker zdaj bojo cene samo hodile gor, tako da tista malo višja pokojnina in nič ne bo, mislim, nekaj jim bo pomagala, no, ampak da greš zaradi tega pol voliti spet istega človeka. Ampak tudi je tako, ne, te upokojenci večinoma spremljajo samo poročila, ne, in novinarji pa itak delajo eno tako dramo z vsak trek, recimo, kaj sem opazila, jaz mislim, da Janeza Janšo sovražijo ljudje zato, ker novinarji obračajo njegove besede. On pove nekaj, ne, in novinarji, predvsem tudi Nika Kovač, pa te vsej bicikli, kolesari, oni povejo, da je rekel nekaj, česar Janez sploh ni rekel. In to se je zgodilo večkrat v tem času. In sem prav videla, pa dobro, folka, vi sploh poslušate, kaj on govori, ali ne. In dejansko ga ne poslušajo, oni samo iščejo, kje bojo najdli nekaj, da lahko to uporabijo proti njemu. In zato jaz mislim, da je Janez Janša tako zasovražen politik. Mislim, lej, to govorim na podlagi teh zadnjih 4 mesecev, kar sem opazovala, tako da no, kakorkoli, definitivno tega potovanja še ni konec, veselim se novih spoznanj, novih dogodivščin in bolj širokega znanja o politiki, tako da
Želim si, da me čim manj politiko razočara in čim več politiko pozitivno preseneti. Kaj pa bo na koncu vsega tega izcimila, pa bomo še videli. Zdaj pa bom še posnela napoved za prihodnji teden, ko sem naredila že 2 tedna nazaj, ampak to objavim pa v nedeljo zvečer. Čau!